Покажite policiji, da se vas ne bo mogla znebiti z ustrahovanjem in zastraševanjem. Slišali ste besede Ustavnega sodišča, ki jih je prebrala Sanja Fidler. Slišali ste popolnoma nedvoumno jasno zapisano stališče Ustavnega sodišča o tem, zakaj so spontani, nenapovedani, neprijavljeni protesti en izmed temeljnih kamenov svobodne, demokratične družbe. Predstavnikoma medijev, ki sta uradno prišla posneti izjavo, tukaj je sicer Top TV in pa profil Piščalka. Že to naj bo za začetek en tak jasen znak, kako dalje smo prišli v tej državi, da očitno novica o tem, da se ta vlada preko policije in preko tudi ostalih organov vladnih spravlja z vsemi pravnimi sredstvi na protestnike, da to sploh ni več neka novica, ki bi si zaslužila dejansko posnetek ali pa obravnavo na osrednjih medijih, ampak da je to očitno sprejeto kot neka normalna, stalna praksa v tej državi. Zakaj smo sklicali to tiskovno konferenco? Namreč v tem preteklem tednu smo bili priča dvema takima primeroma tega, kako se protipravno in protiustavno poskuša preprečevati proteste. Prvi primer je konkretno tukajle moj in namreč sem dobil poziv k plačilu pred vložitvijo tožbe za stroške policijskega varovanja dne 4.9.2020. To je že druga taka tožba, ki se očitno pripravlja zoper mene osebno. Po naših informacijah pa je teh tožb v pripravi po nekaterih ocenah celo 20 ali več. Gre za tipičen primer tega, da se vlaga s količino tožb, poskuša pač ustrahovati posameznika, poskuša zaplesti ljudi v to, da morajo v svoj čas in energijo sredstva vlagati v to, da se branijo na sodišču. Čeprav je Ustavno sodišče jasno že lansko leto podalo svoje stališče in podalo odločbo o tem, zakaj so protesti posebnega pomena, pa bi tukaj začetek prebral. Skratka, za še to, da povem, ta nova položnica, ki sem jo dobil, je za višino 3778 evrov varovanja. Varovan, saj to je drugo vprašanje, to zakaj je ta policijska prisotnost spet nujna. V momentu, ko smo prišli danes sem na ta trg, sta ponovno pristopila do mene dva policista in mi povedala, da bom obravnavan kot organizator protestov, kljub temu, da nisem še zdaleč prvi, ker sem prišel sem, da se nisem z nikomer pogovarjal. Na vprašanje o tem, zakaj je temu tako, na podlagi kakšnih podatkov sklepa, da bi jaz bil organizator protesta, ni bilo nikakršnega odgovora z njune strani. Na vprašanje, kdo jim je naročil, da naj mene osebno spremljajo kot organizatorja protesta, ni bilo nobenega odgovora. Na vprašanje o tem, kako precenjujejo oziroma kako ocenjujejo, kdo je organizator protesta, ni bilo nobenega odgovora. Bi vam pa zdaj prebral, če dovolite, stališče Ustavnega sodišča glede protestov, ki se glasi, ki ga je podalo lansko leto na pobudo ene izmed protestnic. In sicer stališče se glasi tako: tako kot osebnostne pravice je pravica do mirnega zborovanja in javnih zborovanj v prvi vrsti obrambna pravica, ki koristi predvsem tudi in predvsem drugače mislečim manjšinskim družbenim skupinam.
Država pri zagotavljanju pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj nima zgolj negativne dolžnosti, da se vzdrži posegov vanjo, temveč tudi pozitivno dolžnost spodbujanja in varstva njenega izvrševanja. Država mora tudi vedno izhajati iz prezumpcije in favorem organizaciji izhodov. To je stališče Ustavnega sodišča, to je odločba Ustavnega sodišča, ki jo vlada in policija, kot smo videli pred 5 minutami, popolnoma ignorira. Nadalje, v demokratični družbi se mnenja krešejo ter stališča soočajo in izražajo odprti razpravi tudi z uresničevanjem pravice do mirnega zborovanja in javnih zborovanj. Protesti v obliki zbiranj so še posebej pomembni, kadar predstavniki oblasti ne uvidijo morebitnih napačnih tendenc in nepravilnosti v lastnem odločanju oziroma jih zavestno dopuščajo ob upoštevanju zgolj določene vplivnejše družbene skupine. To je to, kar se zdaj trenutno v Sloveniji dogaja. In še za konec, z tega vidika ima pravico do mirnega zborovanja in javnih zborovanj v svobodni družbi poseben pomen, saj je možnost zbiranja brez omejitev in brez obveznosti pridobitve predhodnega dovoljenja od nekdaj veljala kot znak svobode, neodvisnosti in samostojnosti zavednih državljanov. To je stališče Ustavnega sodišča, to je zavezujoča odločba Ustavnega sodišča, ki se jo v praksi še vedno danes tukaj krši, ki se jo krši z potezami državnega odvetništva, ki sproža zoper mene, kot rečeno, tožbe za povrnitev stroškov policije. Poleg tega pa ravno tako v tem tednu smo bili priča tudi dodatni še pritiskom na protestnike z uporabo za doseganje svojih ciljev je tokrat policija uspela mobilizirati tudi tržni inšpektorat, in sicer sta dva izmed protestnikov prejela zahteve, da se izjasnita glede predvajanja protestniške glasbe, pa bi mogoče predal tukaj besedo enemu izmed teh, ki je prevzel, ki je dobil ta dopis. Zagrožena kazen pa je 500 evrov bila. Mene verjetno poznate, ker vozim to svojo priljubljeno muziko tudi po Ljubljani, jo predvajam, in če jo kdo slučajno sliši, po moje lahko vesel, ker so sami dobri domači komadi, vmes pa tudi kakšna tuja revolucionarna pesem. Kar pa hočem reči, je pa ta pritisk, ki ga ustvari nekdo, ki ti pokaže, da 25krat beleži komad po komad, 2 playlisti niso enako zapisane, in to je vse dokumentirano in vse to narejeno in vse to nekako zdaj predloženo oziroma tržnemu inšpektoratu kot nekomu, ki bi me naj preganjal, pa še to me nima za kaj druga preganjati, kot za to, da če v 3 dneh ne bi odgovoril oziroma sodeloval z njimi, bi me kaznovali za 500 evrov. Kar pomeni, če bi se malo ignorantsko obnašal do te pošte v nabiralniku, bi lahko že to bilo, ker jaz pač nimam možnosti, da pošte ne dvignem. Za razliko od Janeza Janše. Zadeva je banalna, ampak jaz mislim, da z vso podporo se ne bomo dali ustaviti, še posebej, ker kolektivna organizacija, ki ščiti avtorske pravice, pravi, da v bistvu ne more posegati v to pravico, da vsakdo sam posluša glasbo. Če pa je slučajno prenaglas, pa jo slišite tudi vi, pa vas moti, pa pridite povedati, jo bom dal mogoče malo bolj na tih, ampak v principu je moja pravica, da jo predvajam tako kot vsi mladi ali pa vsi drugi državljani na ulicah, v parkih ali pa kjerkoli drugje. Hvala, Matjaž. S tem zaključujemo ta del tiskovne konference in seveda jasno izražamo, da nas ta policijski pritisk, ki si ga lahko gledate tukaj na moji levi, kot vsak petek in kot do zdaj, da nas vsi pravni dopisi in vsi poskusi napadov in pravnih pritiskov ne bodo ustavili, ampak nadaljujemo z petki, nadaljujemo s protesti, nadaljujemo z opozarjanjem na vse, proti čemur se borimo za svojo prisotnost na ulici, kar nam omogoča tudi ustava. Zato se nadaljuje protest na Trgu Republike z glasno muziko, z komadi,
ki so jih napisali slovenski ustvarjalci in ustvarjalke posebej z namenom podpore protestom in posebej zato, da izrazijo nasprotovanje tej vladi, in te komadi se bodo tudi slišali na ves glas na Trgu Republike do 24.4. vsak petek. Hvala vsem. To ni vlada, banda. Banda. Da demokratično izbiramo tiste, ki nas bodo predstavljali. Se vidimo vsak petek tukaj na Trgu Republike, na ulicah, kjerkoli je potrebno. Se vidimo vsi 24. aprila na volitvah in vsak od vas lahko to svojo izjavo o tem, da je pobudnik petkovih protestov, deli tudi na spletu, kjerkoli ponosno pokaže, kajti vedel bo, ki je bil v teh 2 letih, ko se je bilo treba boriti proti fašizmu, proti korupciji, proti kriminalu in proti razgradnji demokracije v Sloveniji. Bil je na ulicah, bil je glasen in rekel je ne, ne v mojem imenu, ne.